to have the chance to organize this kind of event in your country, you have to be proud and support the event, because after this one can come much more if it's a success in terms of organization. I know that you just had the chance to organize the Under-17 tournament a few years ago, so it's a good moment for the people to support and enjoy the event. Izvedba futsala, Eurofutsala 2018, ki ga gosti Ljubljana, je za razvoj futsala izjemno pomemben. Ne samo za razvoj futsala v Ljubljani, ampak tudi za razvoj futsala v Sloveniji. Mestna občina je pri tem sodelovala 2 leti z UEFA in z Nogometno zvezo v smislu zagotavljanja infrastrukture in prostorov, športne dvorane v Stožicah. V času Evropskega prvenstva smo zagotovili 2 trening dvorani. Moram reči, da je bilo to kar izzivno delo, zaradi tega, ker je v tem času so vse zasedene. Torej, dogovorili smo se z novo dvorano Baza, ki je, bom rekel, projekt našega igralca. In tam bodo največ treningov bo izvedenih tam. Druga dvorana, kjer so treningi, je pa dvorana Edvarda Peperka. Obe lokaciji sta izjemno zanimivi zaradi tega, ker sta za vse reprezentance zelo blizu in sta bili tudi obe zelo dobro sprejeti se strani reprezentanci. Za navijače zunaj dvorane ne bo nič posebnega, razen to, da je dvorana okrašena, da je tam postavljen lok, ki pozdravlja vse navijače, drugače pa navijači morajo priti noter v dvorano, da bodo videli, kaj jih čaka. Seveda, kar nekaj je promocijskih aktivnosti partnerjev UEFA, ki bodo to izvajali. Znotraj dvorane seveda bomo podelili tudi kakšno zanimivo darilce obiskovalcem tekem. Kot prostovoljec sem sodeloval že na Eurobasketu, ki je bil tudi v Sloveniji, in ko se ponudila ponovna neka podobna priložnost, sem se odločil, zakaj pa ne. 4 leta so menila, pa gremo še enkrat pogledati, kaj je. Kaj želim odnesti, pač neko splošno dobro vzdušje, ki je bilo prisotno tudi že prej na tem dogodku, neka nove povezave, nova prijateljstva z ljudmi, ki bom tu srečal, pa tudi kakšno navdušujočo igro slovenske reprezentance. Po eni strani pač se mi zdi prostovoljstvo, da združuje ene take lepe pozitivne vrednote, predvsem pač strpnost, medsebojno pomoč, nekaj, kar je pač presega individualizem, materializem in podobno. Po drugi strani pač mi je pa šport blizu, zanima me organizacija dogodkov, pa še posebej mogoče futsal mi je izmed športov nekaj posebnega, čeprav ni toliko priljubljen, morda prav zato, ampak sem ga nekako spoznala približno 2 leti nazaj skozi oči enega izmed slovenskih futsal sodnikov. In od takrat nekako spremljam prvo slovensko futsal ligo in se mi zdi, da gre za en zelo tak privlačen, dinamičen šport, ki ga pač, ne vem, po mojem čaka še ena svetla prihodnost.